Pozdravljeni, danes bomo pogledali, kakšna je razlika med spremembo povpraševanja in spremembo povpraševane količine. Analogno velja tudi potem za ponudbo, tako da tega v filmčku ne bomo delali. To se pravi, da imamo spremembo ponudbe in spremembo, bomo tako naredili, povpraševane količine. Zdaj, če samo ponovimo za povpraševanje, pravimo, da povpraševanje nam pove, koliko so potrošniki pripravljeni in sposobni povpraševati po določeni dobrini pri različnih cenah na določenem trgu v določenem času. Ne? Tako da pravimo, da je količina je funkcija cene, to se pravi, da je cena je neodvisna spremenljivka, povpraševana količina je odvisna spremenljivka in tukaj je funkcijsko razmerje je negativno. To se pravi, ko se cena poveča, se povpraševana količina zmanjša, ko se cena zmanjša, se povpraševana količina zveča. Zdaj, ko pa govorimo o povpraševanju kot celoti, pa bomo rekli, da nanj vpliva prvič realni dohodek, potem so mejna koristnost dobrin, cene drugih dobrin. V literaturi boste tudi našli, bom dala takole oklepaj, so še potrošniškega pričakovanja in pa okusi. Tega mi v bistvu niti nismo delali, tako da tega ne bom pričakovala na izpitu, ampak cene drugih dobrin, mejna koristnost dobrin pa realni dohodek, to pa bom. To se pravi, imamo tukaj, vemo, kaj vpliva na povpraševane količino, to se pravi, to je cena, na povpraševanje imamo pa pač tele tri spremenljivke, ki smo jih napisali na desni strani. No in zdaj si kar poglejmo na grafu, če jaz narišem en osnovni graf in imamo ceno in količino, narišem krivuljo povpraševanja. No in recimo, da smo v točki A, ker imamo recimo ceno A in pa količino A. Recimo, da se zdaj cena zviša, to se pravi, da je cena B večja od cene A. In zdaj si jaz berem neko ceno B, ki je višja od cene A, takole, in vidim, da v bistvu v tem primeru potem lahko določimo količino B. Kaj se tukaj zgodi? Pridemo v točko B in tukaj je zelo jasno, da se v bistvu samo zapeljemo iz točke A, se zapeljemo v točko B. To se pravi, kadarkoli se spremeni tale cena, ki je na grafu, gre za spremembo povpraševane količine. To se pravi, od KA se zmanjša na KB. To zato, ker se je cena zvišala, lahko bi imeli pa pol tudi točko recimo C. Kako jo dobimo, pa rečemo, da se pa cena znižala, in sicer tako, da je cena C manjša od cene A. Samo narišem na grafu nekje, to se pravi, to je cena C, pa vidimo potem, da pridemo do količine C, to se pravi, pridemo do točke C, se pravi, se že spet samo zapeljemo po krivulji povpraševanja. Se pravi, to je pa sprememba povpraševane količine, ker se je spremenila cena, ki je na grafu. Po drugi strani imamo pa lahko potem spremembo povpraševanja. Smo pa rekli, da cena, ki je na grafu, ostane konstantna. Spremeni pa se lahko recimo realni dohodek, okusi potrošnikov, recimo cene drugih dobrin in tako naprej. Pri cenah drugih dobrin imamo komplemente pa recimo substitute. In je že spet narišem takole eno krivuljo povpraševanja. In recimo, da prije do sprememba realnega dohodka. Recimo, da se je dohodek povišal. Za vsak slučaj si bom pa jaz tukaj, da bom lažje razložila, vseeno zbrala neko ceno, pa tukaj je povpraševano količino. No in ker vem, da se spremeni realni dohodek in ta cena, ki je na grafu, ostane konstantna, lahko potem narišem, kaj se na grafu zgodi. Zdaj, tukaj se pa ne zapeljemo po obstoječi krivulji, ampak se krivulja premakne proti desni strani. Kaj se torej zgodi? Zgodi se to, da pri isti ceni sedaj potrošniki povprašujejo več. To je definicija spremembe povpraševanja.
Po drugi strani bi pa lahko prišlo do spremembe realnega dohodka, recimo bi se pa dohodek zmanjšal, v tem primeru bi se pa celotna krivulja povpraševanja premaknila proti levi strani od črtice, kaj bi pa pomenilo, da pri isti ceni sedaj naši potrošniki povprašujejo po manjši količini. Ne? To je v bistvu zdaj definicija. Zdaj pa, če si pogledamo en tak primer, pa recimo, da si oboje pogledamo za, da imamo dve dobrini, ki so substituta, recimo imamo kavo pa čaj, se pravi, tukaj je cena čaja, tukaj je količina čaja, na desnem grafu bomo imeli pa kavo, pa bomo imeli ceno kave, pa količino kave, narišem pač krivulji povpraševanja, začetni, in si zberem eno točko, recimo, da je tole obstoječa cena čaja in temu ustrezna količina čaja. Zdaj pa recimo rečemo, da se cena čaja se zmanjša. Se pravi, cena čaja se zmanjša in mi vemo od zgoraj, ker se tale cena na grafu zmanjša, da bo prišlo do povečanja povpraševanja količine po čaju. Ker sta pa čaj pa kava substituta, to se pravi zamenljivi dobrini, in ker ljudje zdaj pijejo več čaja, ker je cenejši, se bo kaj zgodilo s povpraševanjem po kavi? Povpraševanje po kavi se bo zmanjšalo. Ta cena kave ostane enaka, ker se je cena čaja toliko zmanjšala, zdaj ljudje raje pijejo čaj kot kavo, to se pravi, da se bo celotna krivulja povpraševanja po kavi premaknila proti levi strani. Z drugimi besedami lahko to narišemo, recimo, če si izberemo neko ceno kave, ki se ne spreminja. Pred spremembo so ljudje povpraševali po K1 kavi, po spremembi, to se pravi, ko se je cena čaja zmanjšala, sedaj povprašujejo samo še po K2. To je sprememba povpraševanja količine. To je zaenkrat vse. Sami si pa potem narišite, pa probajte ugotoviti, kako je to za krivuljo ponudbe. Najlepša vam hvala za pozornost in se vidimo.